Slovenska krajina, najlepša milina, Ljubljana, Ravenska, Gorička, Dolenjska. Ne poznam jaz lepšega sveta, sa sladkosti mojega srca. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabo te nikdar, nikdy ne bom. Pogled moj z daljave pošilja pozdrave, hižički domačoj in cerkvici farnoj. Obima v ljubezni obe, pozabi dvaj srce ne ve. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabo te nikdar, nikdy ne bom. Poslala si sine in ščere v tujine, oznanjajo vero, prislužijo verno. Je bridkost in njevo srce, pa vendarle bije za te. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabo te nikdar, nikdy ne bom. Bregovje doline slovenske krajine, gorice ravnine ste meni ljubljene. Slovenske se zemlje sijaj, nebeške dobrote mi gljaj. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabo te nikdar, nikdy ne bom. V Prekmurju se v letu 2019 ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom vrstijo številne prireditve, ki še posebej osvetljujejo njegovo obdobje po koncu Prve svetovne vojne. Takrat so se prekmurski Slovenci odločili, da bo njihova prihodnost in usoda v Sloveniji. Leta 2018 so v pomurski občini Črenšovci na pobudo takratnega župana Antona Trnarja v izvedbi občine in kulturno-turističnega društva v spomenskem parku v Črenšovcih postavili spomenik Jožefu Godini, prvemu osvajalcu Prekmurja za Jugoslavijo v letih 1918-1919. Majstrov borec, poznejši katoliški duhovnik, publicist in urednik Jožef Godina je v domovini najstarejši brat Ferda Godine, borca NOB, poznejšega prekmurskega pisatelja, publicista in Štefana Godine. Slednji je bil v Godinovi rodbini svojo družino z Jožefom Godino že iz mladosti najbolj povezan. Hčerka Štefana Godine, zdravnica Karolina Godina, upokojena celjska dermatovenerologinja, publicistka, nečakinja in dedinja po Jožefu Godini, dolgo zamolčani zgodovinski osebnosti Prekmurja na levem bregu Mure, je edina še živeča iz Godinovega rodu na Godinovi domačiji na Dolnji Bistrici 89. Ta je bila leta 2003 upisana v register kulturne dediščine Republike Slovenije z področja arhitekture. Od leta 2012 pa vse do svoje smrti bo Karolina na njej le še služnostna upravičenka.
Veseli smo, da se je kot narodnozavedna prekmurska Slovenka ob tem visokem jubileju odzvala našemu vabilu s posebno zanimivima zgodovinskima referatoma profesorja Viktorja Vrbnjaka, Prekmurje po prvi svetovni vojni, in svojim z naslovom Vas Dolnja Bistrica v občini Črenšovci, prvo osvobojeno prekmursko ozemlje po prvi svetovni vojni. Tako nam bo s predstavitvijo Prekmurja, kateremu pripada le 950 km2 slovenskega ozemlja z okrog 100 000 prebivalci, ponovno potrdila tolikokrat izpričano in opisano prekmursko drugačnost v slovenskem prostoru in času. Kaj vas je spodbudilo k temu, spoštovana gospa Karolina Godina? Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam, cenjenim gledalkam in gledalcem. Zahvaljujem se gospodu Zoranu Kodeli, direktorju katoliške televizije Exodus, za ponudbo leta 2018, da ohranimo domoljubni in zgodovinski spomin. Lepa hvala tudi vam za vabilo. Ob smrti strica Jožefa Godine leta 1986 v deželni bolnišnici v Gradcu mi je velik Prekmurec, etnolog, raziskovalec prekmurske književnosti, prijatelj mojih stricev Jožefa in Ferda Godine, profesor dr. Vilko Novak v sožalni vizitki napisal: Karolina, vi ste krivi, da je šlo toliko zgodovinskih podatkov z njim v grob. Strica Jožefa sem namreč spremljala že iz otroštva, najprej po pismih, ki jih je pisal v izredno lepi slovenščini svoji materi Mariji, moji babici in naši družini. Nato kot študentka medicine, sestro Danico, študentko germanistike, na obisku pri njem v Združenih državah Amerike leta 1966. Nato kot vodiča ameriško-slovenskih romarjev z velikim znanjem o sakralnih umetnosti po svetiščih v Združenih državah Amerike in Evropi. In nazadnje sama že kot zdravnica na avstrijskem Koroškem v njegovi starosti, onemoglosti, osamljenosti in bolezni vse do smrti 16. januarja 1986 v Gradcu v Avstriji. Še danes mi je opozorilni stavek profesora dr. Vilka Novaka živo pred očmi. Ko se tudi sama približujem drugemu bregu svojega zemeljskega popotovanja in se pogosteje vračam iz Celja na Dolnje Bistriško pokopališče s svojim prednikom in ožjim sorodnikom, poravnavam v tem studiu danes dolg do tega velikega domoljuba, Slovenca z velikim intelektualnim obzorjem, poznavanjem svetovnih političnih tokov, Evropejca z znanjem 6 jezikov Jožefa Godine, ki me je naučil tudi gledati proti večnosti. S svojimi pogumnimi dejanji v rosni mladosti je tudi pripomogel, da nama sestro Danico ni bilo treba deliti usode porabskih Slovencev. Z njegovimi pričevanji in mojimi spoznanji na potovanjih z njim, pa danes tudi poravnavam svoj dolg do Prekmurja. Tako bodo naši rojaki domov in po svetu in vsi tisti, ki jim je kultura te dežele med Rabo in Muro Prekmurja pri srcu, dobili dokaze o njeni preteklosti in ustvarjalnosti. Z dokumentarno oddajo ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v 2 delih. Prvem, Prekmurje po prvi svetovni vojni, predavanje profesora Viktorja Vrbnjaka, in drugem, Vas Dolnja Bistrica v občini Črenšovci, prvo osvobojeno prekmursko ozemlje po prvi svetovni vojni, ki sem ga pripravila, pa želim med mladimi zbuditi tudi take, ki bodo nadaljevali naše raziskovalno delo prekmurske ustvarjalnosti in daljne preteklosti. V tem upanju vam predajam tudi referat v branje, za kar se vam zahvaljujem. Zahvaljujem pa se tudi snemalni ekipi katoliške televizije Exodus in Fotogurica v Črenšovcih, ki so vse to posneli na terenu.
Hvala tudi ljudskim pevkam, upokojenkam iz Črenšovec, ki so svojim petjem osvajale priznanja doma in po svetu in že 25 let prepevajo kjerkoli in kdajkoli. Povedli nas bodo starimi prekmurskimi domoljubnimi pesmimi v čase, ko so te še donele po naših vaseh. Konec 11. stoletja je bilo področje tega kraja, poznejše vasi Dolnja Bistrica, vključeno v Ogrsko, po novem Madžarsko kraljestvo. Zaselek je nastal na prelomu iz 12. v 13. stoletje, tik ob strugi reke Mure. Krajevno ime Bistrica, povzeto po čisti, bistri vodi, pa v sredini 18. stoletja. Kraj je takrat imel okrog 230 prebivalcev. Življenje teh ljudi je bilo navezano na sosednje Črensovce. Danes je Dolnja Bistrica z okrog 500 prebivalci ena izmed 6 vasi v občini Črenšovci. Kraj ima razvito družbeno življenje, ob kmetijstvu pa še podjetništvo in turizem. Na Dolnji Bistrici sta najlepša pomlad in poletje. Prostrana pšenična polja, štorklja, ki tu domuje, lastovka, ki se vsako leto vrača. Na mrtvem rokavu Mure, mrtvici, pa veliki beli cvetovi lokvanjev, po domače tulpik. Mir, žuborenje vode in spokoj. Dolnje Bistričani še vedno radi živijo s tradicijo. Domači kruh iz krušne peči, pereci, vrtaniki, retaši, makova in orehova potica, koruzne pogače, gibanica, meso iz čebra so najpogostejše med domačimi dobrotami. Počasnejši tempo življenja, domačnost in pristna toplina, prepleteni s pridihom tradicionalnega gostoljubja, izzovejo občutek značilnega življenjskega sloga prekmurske pokrajine. In tekoča duša te pokrajine je reka Mura. Njeno ime je sestavljeno iz glasov korenske besede mori, ki pomeni telo vode. Izvira v visokih Turah na avstrijskem in se izliva na hrvaškem v Dravo. Od njenega celotnega toka, 454 km, ga je na ozemlju Slovenije le 95 km. Od vstopa v Slovenijo do Veržeja je kanalizirana. Od Veržeja mimo Črenšovec in Dolnje Bistrice pa je živahnejša.
Najstarejši in edini sakralni objekt v tej vasi je kapela svetega Nikolaja iz leta 1881. Od nekdaj je bila tu na Dolnji Bistrici sveta maša na dan svetega Miklavža, 6. decembra, za mlinarje, burjaše in brodarje. Ob obnovi kapele je akademski slikar in kipar Štefan Hauko, rojen 1935. leta v Sodišincih v Prekmurju, v zunanje niše tega spomenika vere in kulture namestil 5 mozaikov, narejenih iz dragocenih kamnov. Ti so tudi izraz solidarnosti zunaj živečih Dolnjebistričanov iz Prekmurja z vaščani pri nabiranju sredstev zanje. Mozaiki predstavljajo Jezusov krst, Marijo, Jožefa, svetega Krištofa in križanega. V notranjosti obnovljene kapele po zamisli kiparja in slikarja Štefana Hauka je kip svetega Nikolaja. Obnovitvena dela so bila končana ob 85-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom leta 2004. Blagoslovil jih je velik občudovalec Haukove umetnosti, domači črenšovski župnik Ivan Krajnc, več kot 20 let spremljevalec Haukovega umetniškega ustvarjanja v župniji in občini Črenšovci. Vas Dolnja Bistrica je rojstni kraj pomembnih mož, ki so postali del vseslovenske zgodovine. Med njimi sta gotovo vnuka plemiča Marka von Godine z Dolnje Bistrice, brata Jožef Godina, majstrov borec, katoliški duhovnik, publicist in urednik, ter Ferdo Godina, borec NOB od leta 1941 dalje. Prekmurski pisatelj, publicist, rojen v 12-članski slovenski prekmurski malokmečki katoliški družini. Ferdo Godina, rojen 17. oktobra 1912, je o svoji rojstni vasi Dolnji Bistrici in okolici pisal že v mladosti, najprej v prekmurščini pod psevdonimom F. Godina ali Bistriški Ferko, v prekmurskem tedniku Novine in kalendaru Najsvetejšega srca Jezušovega, ki jo je urejal v Črenšovcih katoliški duhovnik Jožef Klekl starejši, birmanski boter njegovega brata Jožefa. Brali so jo tudi prekmurski Slovenci v Porabju. Največ pripovedne pozornosti je Ferdo Godina v tem obdobju od 1930 do 1936 namenil prekmurskemu izseljenstvu. Zaradi socialne negotovosti, ko mnogi niso mogli preživeti svojih mnogoštevilnih družin na manjših posestvih ali odplačevati dolgov, so odhajali na sezonsko delo ali za dalj časa v tujino. Že naslovi teh dolnjebistriških pripovedi v tujini, vrnitev, Marička je šla po bogatstvo, Amerikanec John povedo, da pisatelj te realnosti prekmurskega življenja ni mogel spregledati. V opisovanju življenja te vaške skupnosti, odkoder je izhajal, in značaja njenih ljudi, si je v tej vasi postavil živi spomenik. Zelo poglobljeno pa se je užival tudi v svet malih Dolnjebistričanov tistega časa. Tenkočutno pripoveduje, kako globoko znajo otroci doživljati svet okoli sebe. V vizemski molitvi, velikonočni molitvi Jovžeka in Lizike, ki je ena izmed najlepših v slovenski mladinski književnosti, pa je Ferdo Godina izpričal, da njemu krščanska misel ni tuja in da je njegova vzgoja v mladosti v katoliški Godinovi družini temeljila na svetopisemskih zapovedih. Kljub njegovi poznejši odmaknjenosti od te, ostaja v svojih delih zvest humanosti, resnici in poštenju. V knjigi Vaške slike, Veški kejpi, kjer je urednik Franci Just zbral in v knjižno slovenščino predstavil 10 dolnjebistriških pripovedi, so opisane tudi otroške igre in praznični običaji. Teh danes ni več. Opisuje tudi kmetovo težaško delo in vsakodnevne skrbi za pridelek in njegov boj z revščino. Knjiga je izšla v zbirki Med Rabo in Muro leta 2015 v Murski Soboti in v Monoštru v Porabju. Na Dolnji Bistrici sta bila doma tudi Danijel Kreslin, pomemben gasilski veljak v nekdanji Jugoslaviji, in Jožef Kolarič mlajši, eden od pionirjev prekmurskega turizma. Bil je tudi pobudnik gradnje kolišča Bobri, najbolj znani mrtvici v Veliki Kociji ob Dolnji Bistrici, ki je dobilo ime po tej rečni živali. Ob obisku Benetk so ga stavbe na kolih tako prevzele, da se je začel podrobneje zanimati zanje.
Kolišče Bobri, nekdaj znana turistična točka, je privabljalo turiste in goste od blizu in daleč. Objekt je žal propadal, tako tudi bližnji mlin na Muri. Rojstna hiša bratov Godina na Dolnji Bistrici je bila porušena leta 1968. Na njenem mestu stoji nova, z Godinovo trgovino na Dolnji Bistrici 92. V bližini te so starši bratov Godina, Marko in Marija Godina, rojena doma, oba iz Črenšovske župnije, leta 1913 sezidali novo hišo z gospodarskim poslopjem. Tu sta Jožef in Ferdo Godina odraščala in pozneje hodila k staršem na počitnice. Godinova domačija na Dolnji Bistrici 89 je bila že leta 1994 v celoti v lasti njihovega najmlajšega brata Štefana in njegove žene Kristine Godina, rojene Bedrnjak, oba z Dolnje Bistrice. To so starši poznejše magistrice Karoline Godina, doktorice medicine, celjske dermatovenerologinje, rojene leta 1942, in njene sestre doktorice Danice Godina, profesorice germanistike, rojene leta 1946 in umrle leta 2010. Obe sta bili rojeni na tej domačiji v Prekmurju. Starejša, Karolina, nečakinja Jožefa Godine, je tudi dedinja po njem. Godinova domačija na Dolnji Bistrici 89 leži nedaleč od čumenja Mure, na njenem levem bregu. Oddaljena je le dobrih 500 metrov. Na desnem bregu te reke je Razkrižje, ki ima cerkev z visokim stolpom. Ob južnem vetru se je slišala stolpna ura na Dolnjo Bistrico, tako da so v starih časih po njej uravnavali bistriške stenske ure. Zračna črta do župnijske cerkve v Črenšovcih je precej daljša. Godinova domačija na Dolnji Bistrici 89 je bila leta 2003 upisana v register kulturne dediščine Republike Slovenije z področja arhitekture. Predstavlja kompleks nepremičnin in je primerek arhitekture iz prve četrtine 20. stoletja. Hiša stara, slamokrita, oče mati v njej živita, trudne njima so roke, osamelo je srce, trudne njima so roke, osamelo je srce. Otrokom sta življenje dala, zdaj sta pa sama ostala. Je tujina vzela 3, 5 jih pa drugje živi. Je tujina vzela 3, 5 jih pa živi. Se oče žalostno ozira, komu sadno drevje hira, in osameli vinograd, kako imel je tebe rad, in osameli kako imel je tebe rad. Mati dela ne miruje, o otrocih premišljuje, al kateri spomni se svoje dobre matere, al kateri spomni se svoje dobre matere.
V bližini Dolnje Bistrice pri Srednji Bistrici, kjer je danes most čez Muro, je Jožef Godina, rojen 12. marca 1898 na Dolnji Bistrici, še ne 20-letni gimnazijec iz Škofovih zavodov v Ljubljani, demobiliziran ogrski podporočnik iz Prve svetovne vojne, na božičnih počitnicah pri starših 24. decembra 1918 pomagal prepeljati z brodom na prekmurska tla prve jugoslovanske čete. Okrog 400 jugoslovanskih vojakov iz Međimurja pod poveljstvom hrvaškega kapetana Ermina Jurišića, misleč, da jih pošilja general Majster. To območje je bilo že pod madžarsko oblastjo. Z njimi je osvobodil najprej svojo rojstno vas Dolnjo Bistrico. To je Jožef Godina opisal v svojem članku v Kleklovih novinah 18. augusta 1928 pod naslovom Prve jugoslovanske čete v slovenski krajini, brat Ferdo Godina pa v Večerniku 17. junija 1939 pod naslovom Mučeništvo Bistričanov v prvi zarji svobode. Spomini očividca na krvave boje z Arpadovimi sinovi leta 1918-1919. V Godinovi hiši je bil glavni štab jugoslovanske vojske, v Skednju ob Gumnu pa skladišče orožja. Dolnja Bistrica je bila tako prvo osvobojeno ozemlje v Prekmurju v letih 1918-1919. Nato je sodeloval z Jurišičevimi borci v zasedbi Murske Sobote. Tam jih je zajela madžarska vojska. Tu je bil s soborci izdan, ujet in nato zaprt v sombotelskem zaporu ter obsojen na smrt. To je opisal v svojem članku Na smrt obsojeni, kako smo padli v ogrsko ujetništvo v Murski Soboti 3. januarja 1919, v Slovencu 28. oktobra 1928. V zaporu je dal obljubo Bogu, da postane katoliški duhovnik, če se reši iz zapora. Posrečilo se jim je uiti iz zapora, na kar se je prijavil kot prostovoljec v jugoslovansko vojsko. Čeprav prvi poskus vojaške zasedbe Prekmurja od 24. decembra do 3. januarja 1919 ni uspel, je pomemben za poznejšo ohranitev celovitosti slovenskega ozemlja Prekmurja, ker je bil Jožef Godina prekmurski Slovenec. Pomemben je tudi zato, ker so na mirovni konferenci v Parizu, sodelovalo je 27 držav, laže reševali meje na tistih ozemljih, kjer je že posegala vojska. Jožef Godina je bil s prekmurskima majstrovima borcema Ivanom Jeričem iz Dokležavja in Mihajlom Küharjem iz Bratonec voditelj prekmurskih legionarjev in soustanovitelj prekmurskega orlovskega odseka. Bil je tudi član Narodnega sveta za Prekmurje in član skupine, ki je pri pokrajinski vladi v Ljubljani prosila za vojaško zasedbo Prekmurja. V skupini sta bila še Ivan Jerič, poznejši katoliški duhovnik in publicist, ter Mihajl Kühar, poznejši železniški uradnik. Skupaj so se tedanji dijaki ljubljanske gimnazije pridružili prostovoljcem, legionarjem, ki so v času mirovne konference v Parizu maja 1919 pripravljali drugi poskus vojaške zasedbe Prekmurja. Godina se je pogajal v nemščini o Prekmurju kot nerazdružljivem delu slovenskega prostora in naroda s predsednikom Antantne komisije, francoskim majorjem dr. Gastonom Reverdijem v Ljutomeru. Ta je voditeljem Prekmurske legije obljubil, da bo vprašanje Prekmurja rešeno po diplomatski poti. Ob Jožefu Kleklu starejšem in Ivanu Jeriču je bil tudi sopodpisnik spomenice o Slovencih v Prekmurju, ki je bila junija 1919 poslana na številne pariške naslove predstavništev mednarodne delegacije v francoskem in angleškem jeziku. Po vseh neuspelih poskusih je končno namesto vojaške zmagala pravna pot in zaupanje v mirovno konferenco. Z odobritvijo mirovne konference v Parizu je jugoslovanska vojska 12. augusta 1919 zasedla Prekmurje, kjer se je v dobrega pol leta, od jeseni 1918 do poletja 1919, izmenjalo kar 9 oblasti. V zasedbi so sodelovali tudi prekmurski legionarji. Jožef Godina je imel uvodni nagovor na velikem zborovanju o predaji vojaške oblasti nad Prekmurjem začasni civilni upravi.
To je potekalo 17. avgusta 1919 v Beltincih. Ta dan se danes praznuje kot državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zaradi hrvaških poskusov, da bi se dolnji del Prekmurja priključil hrvaški upravi, je bila oblikovana posebna delegacija, v kateri je bilo 7 prekmurcev, med njimi tudi Jožef Godina in dr. Matija Slavič, prleški teolog in profesor ter izvedenec za Prekmurje pri Narodnem svetu v Mariboru po odloku generala Maistra, in v jugoslovanski delegaciji ter Viktor Kukovec, politik, član Narodnega sveta iz Ljutomera. Delegacija je v Beogradu zahtevala enotno slovensko upravo nad Prekmurjem in bila pri tem uspešna. Le trmasti vztrajnosti 110 jugoslovanskih pogajalcev, od tega 20 Slovencev, na mirovni konferenci v Parizu, predvsem pa znanstveno utemeljenim zahtevam izvedenca za Prekmurje, prleškega teologa profesorja dr. Matije Slaviča, ter odločenosti večine Prekmurcev gre za hvala, da takrat Prekmurje ni postalo 21. najbolj zahodna madžarska županija. Dr. Matija Slavič, izvedenec za Prekmurje, in dr. Fran Kovačič, izvedenec za Štajersko, po odloku generala Maistra sta dokazala, da so Prekmurci Slovenci in kot taki nerazdružljivi del slovenskega prostora in naroda. Žal pa se jim ni posrečilo rešiti slovenskega porabja, ki je ostalo v Avstriji in na Madžarskem. Pogajanje na mirovni konferenci v Parizu so od doma spremljali dr. Anton Korošec, Jožef Klekelj starejši, Jožef Godina in Ivan Jerič. Jožef Godina, velik prekmurski domoljub, majstrov borec, je s svojim duhovnim in organizacijskim delovanjem tudi spodbujal druge prekmurske domoljube k utrjevanju narodne zavesti in k sodelovanju z vojaškimi aktivisti, in to z namenom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zanj velja sporočilo filozofa Platona, ki je dejal: človek se ne rodi samo za sebe, ampak tudi za državo. Zaradi svojega delovanja in prispevka k priključitvi Prekmurja je znan tudi kot prekmurski generalmajster. Svojemu vojaškemu vzorniku, slovenskemu generalu in pesniku Rudolfu Maistru Vojanovemu je leta 1934 v imenu Prekmurja tudi govoril ob njegovem odprtem grobu na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Govor je zaključil z besedami: Slovenska krajina, ohrani generala Maistra v hvaležnem in slavnem spominu. Svoj govor je priobčil v članku General Maister in slovenska krajina v Slovencu 31. julija leta 1934. Slovenska krajina, najlepša milina, Ljubljana, Ravenska, Gorička, Dolenjska. Ne poznam jaz lepšega sveta, sa sladkosti mojega srca. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabote nikdar, nikdy ne bom. Pogled moj zdaljave pošilja pozdrave, hižički domačoj in cerkvici farnoj. Obimam v ljubezni obe, pozabi dvaj srce ne ve. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabote nikdar, nikdy ne bom. Poslala si sine in ščere v tujine, oznanjajo vero, prislužijo verno. Je bridkost in njevo srce, pa vendarle bije za te. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabote nikdar.
nikdar, nikdy ne bom. Bregovje doline slovenske krajine, gorice ravnine ste meni ljubljene. Slovenske se zemlje sijaj, nebeške dobrote mi gljaj. Slovenska krajina, mili moj dom, pozavote nikdar, nikdy ne bom. Nemirna prevratna leta so se končala. Jožef Godina, najstarejši v domovini od 10 Godinovih otrok, kateremu je bilo namenjeno, da prevzame domačo gostilno, a je bil po nasvetu Jožefa Klekla starejšega staršem, naj po končani domači madžarski in nemški šoli sina preusmerijo v slovensko gimnazijo v Škofovih zavodih v Ljubljani, se je ponovno posvetil temu šolanju. Tu je opravil z odliko maturo, kakor njegov soborec Ivan Jerič. Jožef Godina z Dolnje Bistrice in Ivan Jerič iz Dokležovja sta bila tudi prva dijaka iz Prekmurja in prva prekmurska maturanta v slovenski škofijski gimnaziji v Ljubljani. Po maturi leta 1920 je stopil k lazaristom. Študij teologije je končal v Ljubljani in bil posvečen v duhovnika lazarista. Novo mašo je daroval v cerkvi Povišanja Svetega križa v Črenšovcih 19. julija leta 1925. Bil je ravnatelj misijonske tiskarne v Grobljah pri Domžalah, kjer je bil tudi urednik. Skrbel je za izdajanje katoliških misijonov, misijonskih koledarjev in druge literature. Leta 1932 se je udeležil zaključnih proslav ob 60-letnici dr. Antona Korošca, voditelja Slovenske ljudske stranke, katere aktivni član je bil in z njim tesno povezan zaradi Prekmurja. Skupaj z drugimi gorenjskimi duhovniki in možmi je bil zaradi manifestiranja v prid slovenske avtonomnosti v tako imenovanih šenčurskih dogodkih zaprt v policijskem preiskovalnem zaporu v Ljubljani, nato pa v Beogradu. Zaradi pritožbe prekmurskih občin kralju je bil tu izpuščen. Leta 1938 je prestopil k škofijskim duhovnikom ljubljanske škofije in postal kaplan na Jesenicah. Leta 1940 je bil odlikovan s kraljevim redom jugoslovanske krone. Po prihodu Nemcev na Jesenice leta 1941 se mu je posrečilo umakniti pred aretacijo Hitlerjeve policije na predlog jeseniškega župana Karla Lukmana zaradi nerazveljavljene smrtne obsodbe v zvezi s priključevanjem Prekmurja iz domovine v italijansko okupirano Ljubljano. Tako si je rešil življenje. Leta 1943 je odšel v Rim. Leta 1946 je bil v odsotnosti z drugimi duhovniki obsojen na revolucionarnem sodišču v Ljubljani na 4 leta prisilnega dela. Zaradi pomanjkanja dokazov je bil zanj predlagan rehabilitacijski postopek leta 2010. Po drugi svetovni vojni je opravljal v Italiji dušno-pastirsko in karitativno delo, dokler ni odšel leta 1948 v Združene države Amerike. Kmalu po prihodu v Cleveland, v zvezni državi Ohio, je ustanovil slovensko sobotno šolo za ameriške Slovence in posebno slovensko pisarno, namenjeno številnim slovenskim političnim in ekonomskim emigrantom. Ti so iskali zatočišče ali zaposlitev v Združenih državah Amerike. Ustanovil je Marijino legijo in oltarno društvo, ki sta delovala na slovenskih župnijah. Izdajal in tiskal je družinski list Ozare za Slovence v Ameriki. Pisal je v katoliške misijone, novine, Slovenca, list na mejah, v ameriško domovino,
v koledar in mesečnik Ave Maria ter v stopinje. Zaradi znanja 6 jezikov je opravljal svojo dušno-pastirsko službo tudi med priseljenimi Madžari in Italijani v Združenih državah Amerike. Po upokojitvi se je preselil v Baragovo mesto Marquette v zvezni državi Michigan, da bi tam pomagal pri zbiranju gradiva za postopek beatifikacije ameriškega škofa Friderika Barage, rojenega v Sloveniji. Kot zelo cenjeni duhovnik s širokim intelektualnim obzorjem je bil iskan vodič ne le za skupine ameriško-slovenskih romarjev po ameriških in evropskih svetiščih, ampak tudi za škofe iz ljubljanske in mariborske škofije ob njihovih obiskih na ameriških tleh. Leta 1969 je prišel na avstrijsko Koroško, kjer je postal hišni duhovnik pri šolskih sestrah, ki vodijo v Pliberku bolniški dom Caritas. Domov, domov, slovenski kraj, me vleče njegov krasni maj. Tam rože majo lepši diš, tam ptice znajo dosta viš. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj, moj raj. Pri maloj cejni sem te imel, pred kak sem tužno slovo vzel. Al zdaj, ko tlačim tuja tla, ljubezen prava je prišla. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj, moj raj. Sprehodil sem že pol sveta in videl mnogo sem polja. A ti si Pengrad proti njim, zato po tebi hrepenim. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj, moj raj. Nekaj let je še smel obiskovati domovino, nato pa mu je bilo to prepovedano, kar ga je silno bolelo, ne pa strlo.
Kljub preizkušenim postajam življenja je ohranil človeško in duhovniško dostojanstvo ter ponos slovenskega narodnjaka, graditelja slovenskega doma doma in po svetu. Dovoljenje jugoslovanskih oblasti za ponovni vstop v domovino je prišlo za Jožefa Godina leta 1985 prepozno. Prejel ga je že v deželni bolnišnici v Gracu, kjer je 16. januarja leta 1986 umrl. Pokopali so ga v duhovniški grob na župnijskem pokopališču v Pliberku. Za nagrobnik si je izbral besede v latinščini, v maternem jeziku cerkve in slovenščini. Tu es sacerdos in eternum, ti si duhovnik na veke. Leta 2011 je nečakinja Karolina Godina izpolnila veliko željo strica Jožefa Godine, da počiva v svojem ljubljenem Prekmurju s prenosom njegovih posmrtnih ostankov po uradni ekshumaciji in sveti maši v Pliberku iz Avstrije v domovino. Na pobudo Zveze društev Generalmajster pa je bil položen k večnemu počitku na dolnjebistriškem pokopališču v Prekmurju na državni praznik ob 92-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Njegov grob je ob družinskem grobu brata Štefana in žene Kristine Godina z Dolnje Bistrice 89 ter ob družinskem grobu bratranca Matije in žene Rozine Godina z Dolnje Bistrice 92. Oj, Prekmurska ti dežela, kak si lušna in vesela, šteroj sem se jaz rodil, Bog zna, ge bom smrt sprejel. Šteroj sem se jaz rodil, Bog zna, ge bom smrt sprejel. Al na poli, al na cesti, ali v šterom drugom mesti, kdaj že Boža vola bol, tede sakši svejta šel. Kdaj že Boža vola bol, tede sakši svejta šel. Či pošteno mu živeli, pamet se vse radi imeli, te nam oča večni bol, rad odprl sveto nebo. Te nam oča večni bol, rad odprl sveto nebo. Z vrnitvijo Jožefa Godine, prvega osvajalca Prekmurja za Jugoslavijo, k starim stebrom slovenstva, k njegovemu birmanskemu botru Jožefu Kleklu starejšemu, doktorju Francu Ivanociju, k majstrovim borcem Ivanu Jeriču in drugim, doktorju Matiji Slaviču, izvedencu za Prekmurje, in doktorju Franu Kovačiču, izvedencu za Štajersko na mirovni konferenci v Parizu, generalu Rudolfu Majstru in drugim na štajerski strani, ki so pomagali pri priključitvi Prekmurja in z osnovanjem ter odprtjem njegove spominske sobe na Godinovi domačiji na Dolnji Bistrici 89 leta 2013, ga je njegova nečakinja Karolina Godina, zavedna prekmurska Slovenka, zavedno postavila med pomembne zgodovinske osebnosti Prekmurja. S tem je poravnala svoj dolg do strica Jožefa Godine, velikega domoljuba, Slovenca in Evropejca, in svoj dolg do Prekmurja. Leta 2012 sta lastnica, vdova Kristina Godina in njena hči Karolina Godina dedinja po pogodbi o preužitku Godinovo domačijo na Dolnji Bistrici 89 v celoti predali 4 slovenskim družinam iz rodbine Čušin z Jesenic na Gorenjskem. In to z željo, da prehaja iz roda v rod in tako ostane v slovenskih rokah. Te že nekaj let tu organizirajo likovno kolonijo.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 in 100-letnice konzervatorske stroke na Slovenskem je bila na Godinovi domačiji na Dolnji Bistrici 89 na pobudo nečakinje Karoline Godina odkrita spominska plošča Jožefu Godini ob 115-letnici njegovega rojstva in odprta spominska soba s stalno razstavo pod naslovom Jožef Godina 1898-1986, življenje in delo. Pokrovitelj je bil Pomurski muzej Murska Sobota. S tem je bilo zaključeno 100-letno Godinovo poglavje v zgodovini te slovenske prekmurske domačije.